Prednosti zgodnje prepoznave bolezni in seveda zgodnjega začetka terapije so izjemnega pomena. Danes je verjetno to oziroma zagotovo to bistveno drugače, glede na to, da so še nedavno tudi v medicini znake demence in obolenj, ki so pravzaprav, tako kot ste že pogosto omenili, dva obraza istega kovanca, pripisovali staranju. Seveda temu ni tako. Da, temu ni tako in danes pravzaprav zelo spodbujamo ljudi, da se za to diagnozo soočijo čim prej. Kar nekaj je razlogov, zakaj je to dobro. Že to, da vem, kaj mi je, me lahko odreši marsikatere iracionalne misli ali iracionalnega strahu. Potem to, da moji ljudje, ki skrbijo, torej zame moji otroci, moji partnerji, vedo, kaj je, jim je lahko v veliko psihološko pomoč, ko se bodo soočali z hudimi, tudi za skrbnika, hudimi preskušnjami na poti te bolezni. Danes se zelo dobro vemo, študije so pokazale, da če uvedemo zdravljenje zgodaj v razvoju te bolezni, da pravzaprav tisti kritični mejniki, kot na primer dan, ko ne spoznam več svojih otrok, dan, ko ne morem živeti sam in moram iti v varovano stanovanje ali v specializirani dom, da se ti mejniki odložijo. Vemo tudi to, da pravzaprav obstaja veliko posegov, ki so nefarmakološke narave, se pravi ne samo kapsul in tablet, ampak tudi vaj ali miselnih vaj ali telesnih aktivnosti, če skrajšam, da je določen slog življenja, ki lahko kar za nekaj let mojo demenco, če ne že prepreči, pa vsaj odloži. Poleg tega seveda za to diagnozo jaz lahko zaprosim za pomoč, bodisi da so to neke socialne pomoči ali finančne pomoči. In življenje je pravzaprav, in tudi svoje življenje pogledam v novi perspektivi, kaj si želim, česa si ne želim, kaj bi še lahko dokončal, kaj si želim tudi potem kasneje, ko bo bolezen zajela tista pozna faza in ko bom veliko bolj nemočen in težje sposoben odločanja o sebi in o svoji usodi. Če greva in medias res, omenili ste, da obstaja kar nekaj aktivnosti, tudi telesnih, ki človeku omogočijo, da nekako upočasni razvoj bolezni. Lahko zaupate nekaj takih prijemov, ki bodo verjetno zanimali marsikoga? Tako vidite, tako optimistično sporočilo pravzaprav v sklopu še vedno tega, da pravih zdravil nimamo, pa je bilo odkritje mnogih študij, kot sem rekel, da lahko za nekaj let prestavimo demenco. Zelo se kaže, da če smo fizično aktivni pomeni vsaj 30 minut recimo na teden ali 20 minut na dan, tudi za trenutek ali dva, tako da srček nekoliko bolj bije in da se prepotimo, da je to nekaj, kar nam v možganih ustvarja posebno snov, ki ščiti zlasti te spominske celice, BDNF se imenuje ta snov. Potem zelo jasno je videti, da ljudje, ki ostanejo pozno v starost, miselno aktivni, otroško radovedni, tisti, ki radi potujejo, ki radi čitajo, ki radi gredo v galerije, ki se radi družijo, da se njih demenca, če ne izogne, da jim poda roko veliko kasneje. Danes je izjemnega pomena tudi spanje, tega se pred nekaj leti nismo zavedali tako, ne preveč, ne premalo, večina strokovnjakov bi rekla tam nekje 7 do 9 ur in podatki se tudi zbirajo, da kratek popoldanski spanec, pa ne spet predolg, zelo krepilno lahko vpliva na naše miselne sposobnosti. Nekaj, kar je zelo pomembno, je to, da se izogibamo stresu,
Demenca ponavadi pride v letih, a ne, ko se zavedamo, da je malo stvari v življenju tako zelo strašnih in neizogibnih, da so vredni našega padca v stres. Če pa se seveda, in včasih se stresu v življenju ne moremo izogniti, je pa cel kup pravzaprav nekih načinov, od sprehoda v gozd do joge, do molitve, karkoli je človeku blizu, a ne, da si sprostimo telesa in duha. Zelo se kaže pomen prehrane, a ne, in če zelo na kratko z dvema besedami izrazim, bi rekel, mediteranska dieta, ne, z vsem, kar pripada, z ribami, z olivnim oljem, tudi z kozarcem rdečega vina. Ne, in vidite, veliko je teh študij, veliko je stvari, ki jih počasi zadnja leta učimo in ki pravzaprav to po svoje temno podobo te bolezni na nek način vendarle naredi bolj optimistično, in kar nekaj tega je, kar lahko storimo ali zase ali za sočloveka, ki nam je ljub in ki ga je ta bolezen prizadela. Kakšne pa so perspektive pri obvladovanju Alzheimerjeve bolezni, ki pravzaprav ne izbira ljudi glede na starost, ampak se pri marsikom pojavi tudi v zelo zgodnjem obdobju življenja? Res je, ko govorimo o Alzheimerjevi bolezni, ponavadi nam je v mislih starejši 70-letni ali 80-letni človek, vendar moramo vedeti, da ta bolezen, kot ste lepo rekli, ne izbira, ne, da v naše ambulante zahajajo tudi ljudje v svojih 40 ali 50 letih, pri katerih demenca ne samo, da začne zgodaj, ampak tudi zelo hitro napreduje. Ena izmed značilnosti teh demenc zgodnjega obdobja je, da so zelo pogostokrat genetske, kar pomeni, da je v družini gen, so določeni geni, ki so močni glede izraznosti, in potem, če imamo v družini takšen gen, je lahko 50% možnosti, da moj otrok tudi dobi ta gen. Večinoma pa pravzaprav mi imamo sicer podatek, da je nekdo v naši družini imel demenco, morda stara teta, vendar večina teh demenc, zlasti tistih, kot sem rekel, ki nastanejo v 6., 7., 8. desetletju življenja, ni tako nevarno genetskih, ne pomeni obvezno, da bom jaz ali moj otrok zbolel za to demenco. Morda še vprašanje, kako je s projektom Artemida, kjer ste sodelovali z Inštitutom Karolinska? Tu so bila dognanja izjemna, perspektive zelo dobre. Ja, kot veste, je bila Ljubljana zelo uspešna na prvi stopnji, prijave do Artemide, kjer smo imeli predvsem ambicijo, da Ljubljano postavimo na evropski zemljevid centrov za demenco. V tem smislu nam je to uspelo, mi še danes pošiljamo naše mlade raziskovalce in mlade zdravnike v ta izjemno ugleden in na polju demence eden izmed vodilnih, morda 7-8 vodilnih centrov na področju demence, van sodi tudi Karolinska, tako da še vedno poteka živahna izmenjava strokovnjakov, in ne samo to, kar nekaj projektov imamo skupnih, takih, ki razkrivajo, bom rekel, tudi to bolj bazično in klinično dimenzijo te bolezni. In kakšni so obeti na tem področju, vizija pri obvladovanju demence? Veste, vizija je takšna. Najprej moramo pri sebi sprejeti dejstvo, da je to resnično epidemija 21. Stoletja, da hočeš nočeš se hitro staramo in da se pojavljajo mnoge s starostjo povezane bolezni, od revmatizmov do srčnih bolezni, do možganskih kapi in pa do
torej demence. Pravi, mi kot družba se moramo organizirati. Tukaj moram reči, da je vsaj na enem verbalnem nivoju slovenska politika opravila svojo torej nalogo. Smo ena izmed tistih relativno redkih držav, ki že imamo strategijo, že imamo zamisel, neko priznanje, da je to pomembno za družbo. Zdaj moram reči, da seveda akcijski plan, to pa pomeni konkretno realiziranje, pa imamo občutek, da je trenutno nekoliko zastalo, ti akcijski plani vedno potegnejo za sabo konkretne obveznosti, tudi finančne, tudi kadrovske, nas čaka pomembna naloga v Sloveniji. Mi bi morali imeti mrežo teh spominskih klinik, kamor bi lahko zaskrbljeni in bolni ljudje, bolniki in skrbniki potrkali, bili deležni zgodnje diagnoze, tudi zgodnje rehabilitacije, zgodnje terapije, ampak to pomeni tudi, da se moramo opredeliti politično v parlamentu, v svojih glavah, kot družba, katere najvišja vrednota so humane vrednote. In med humane vrednote seveda pomeni pomagati najbolj ranljivim v družbi, otrokom, starejšim, bolnim, zlasti tistim, ki si ne morejo pomagati. Morda, da je to največja naloga, ki nas čaka, taka strateška. O taktičnih pa moram reči, da medicina precej dobro dela, da tudi sociala se zelo trudi, vendar, veste, to je Sizifovo delo, in nas čaka torej na področju domov, varovanih stanovanj, omogočanja ljudem, da ostanejo v svojem stanovanju tako dolgo, kakor se le da, vendar ne na račun zloma zdravstvenega, psihičnega zloma otroka ali partnerja, ki skrbi za bolnika. In potem morda se počasi razkrivata še dva manj znana obraza obravnave demenc, to pa je pravna zaščita teh ljudi, nekako zaščita, da jih tudi, zaščitimo pred zlorabami, ki so zelo pogoste. In potem tudi seveda niz etičnih vprašanj, ki se v zvezi z težkimi boleznimi in starostjo tudi odpirajo. Nekako se zdi logično, da bo v slovenskem zdravstvu nujen preobrat od nenehnega ukvarjanja z akutnimi, aktualnimi problemi, preskok v iskanje in zagotavljanje celovitih rešitev. In ena tovrstnih rešitev je zagotovo tudi celovita ureditev področja skrbi za dementne bolnike in njihove svojce. Tako, nimam kaj dodati, to ste zelo lepo povedali, to se mora odražati v zakonu celostnih oskrb, zakonih, ki bodo posvečeni starejšem staranju, boleznim. Tukaj nas čaka neka naloga, ki jaz se zelo bojim, veste, jo politična garnitura za politično garnituro prelaga, odlaga. Mnogokrat imamo občutek, da pravzaprav je bolj vodilo preživeti 4 leta, kot pa recimo spoštljivo se obrniti na dosežke svojega predhodnika, verjetno, da so bili tudi dosežki, mu priznati ali ji priznati to nekaj in na to pot nadaljevati. Zdravje ni sociala, vzgoja, veste, to ni stvar 4 let, to je stvar neke globalne opredelitve družbe, kjer barve zeleni, rumeni, črni, rdeči ne pomenijo nič. Mi moramo na skupni cilj vseh strank, vseh skupin ljudi, mislim, da je kvalitetno življenje v primeru demenc, tudi kvalitetno življenje še dolgo v tisto 8., 9., 10. stoletje, ki nam ga pravzaprav poklanja razvoj sodobne medicine.